iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod Janjo Kokol-Prošefo, ki bo povedala, kaj pa smo pri nas naredili za določenjem zakonodaje, ki pa je pod nekako spominja in je podobno do določene mere tudi temu, kar hočemo, samo širše. Tako da vam predajam besedo. Ja, še enkrat lep pozdrav. Predstavljala bom eno, bom rekla, ožje področje ali pa zelo specifično področje, to se pravi pravični odnosi v verigi preskrbe s hrano, to se pravi celotna veriga se začne v primaru, to se pravi pri kmetijski pridelavi, za katero mi vemo, da je razpršena, da proizvajamo na majhnih površinah, glede na to, da smo narod, ki se slabo povezuje, slabo med sabo pogovarja, je tukaj še vedno prisoten velika mera individualizma, kar pomeni, da je kmet kot proizvajalec hrane še vedno zelo šibek člen v primerjavi z ostalimi členi v verigi preskrbe s hrano. To se pravi, naslednji členi so industrija, to se pravi predelava hrane, pač v taki ali drugačni obliki, in pa potem trgovina in pa potrošnik. Slovenija ima tudi zanimive podatke, mi imamo največ trgovskih površin na prebivalca v Evropi, kar pomeni, da smo imeli v določenem obdobju, ne tako dolgo nazaj, ta trend gradnje trgovskih centrov in tako naprej. Ti trgovski centri morajo delovati oziroma morajo biti vzdrževani, mi kot potrošniki gremo radi tja, zaradi tega, ker je fino, ker se veliko tam dogaja. Sam ne nazadnje vsi dobavitelji v te potrošniške centre in pa tudi potrošniki tudi ta standard ali pa to ponudbo tako drugače plačamo skozi ceno končnega proizvoda. In ta razlika, koliko si kdo v tej verigi vzame, je v bistvu predmet aktivnosti našega ministrstva nekje od leta 2000. A mi lahko živa pomagate? Ne gre, ne mogoče. Aha, tle. Aha, tle, ta poščica. Hvala, se upravičujem, pač tehnika, glede na moj emšo, ni več moja jaka stran. Skratka, 2010 smo začeli z vsemi temi aktivnostmi in sicer smo najprej naredili eno tako dosti dobro poizvedbo, kakor smo lahko, glede na to, da so pogodbe, ki jih imajo členi, deležniki med sabo, vedno individualna zadeva, to niso javni dokumenti in gre za zaupnost informacij in podatkov, in smo zelo težko ugotavljali, kakšna so pravzaprav ta medsebojne razmerja in medsebojne relacije, ki so vedno predmet takih ali drugačnih pogodb. Ampak ne glede na to smo ugotavljali, kot sem že prej povedala, da so pač deležniki na začetku verige primar predelava vedno v podrejenem položaju vizavi trgovcev, distributerjev oziroma potem naslednji člen, ki je lahko tudi deprivilegiran oziroma plača previsoko ceno ali pa nefer ceno, je pa lahko tudi potrošnik. In skozi ta proces smo prišli v letu 2011, da so vsi deležniki v verigi podpisali kodeks dobrih poslovnih praks oziroma pravičnih odnosov, kar se je pa izkazalo, da so bili vsi zelo deklarativni, da se v bistvu nobene bistvene spremembe v tej verigi niso zgodile. Zato smo v letu 2014 pristopili, oziroma kar 2 leti prej, ker je bil pač to dolg proces usklajevanja, smo pripravili prvi zakon o kmetijstvu, ki je že obravnaval poleg tistih klasičnih vsebin kmetijske zakonodaje tudi zelo netipičen del, to se pravi urejanje odnosov v verigi preskrbe s hrano. In v tem letu smo kot en tak
protipol, bom rekla temu administrativnemu delu, ki ga država ureja z normativnim, z prekrškovnim delom ali pa z kontrolnim delom, smo uvedli varuha pravičnih odnosov v verigi preskrbe s hrano in uzakonili smo plačilne roke, kajti do leta 2014 so dobavitelji dobili plačano svoje blago oziroma storitve tudi v 120, tudi pol leta. Skratka, tukaj so bile izjemno močne anomalije v smislu plačilnih rokov, kar se nam je zdelo taka pomemben preskok in pa javna agencija oziroma takrat še Agencija za varstvo konkurence smo opredelili kot svoj prekrškovni organ. Agencija za varstvo konkurence je v tistem času zelo močno spremljala delovanje trgovskih sistemov in ugotavljalo se je v tistem času, da so vsi trije največji trgovski sistemi v Sloveniji na nek način povezani oziroma izvajajo tudi prakse v smislu nečist klasičnega kartelnega dogovarjanja oziroma zlorabljali so svojo moč in s tem diktirali, bom rekla, vse poslovne odnose nazaj v sistemu. Takrat je Agencija za varstvo konkurence izdala tem trgovcem tudi določene odločbe oziroma obligacije, da so mogli poročati, kako imajo urejene odnose z svojimi dobavitelji. In agencija se je takrat na nek način se je začela ukvarjati poleg konkurenčnosti tudi z bom rekla, analizami, kako delujejo ta medsebojna razmerja. In to je bil tudi razlog, da smo se nekako dogovorili in agencijo opredelili kot naš prekrškovni organ, ki naj bi začela bolj močno pregledovati tudi te medsebojne relacije v verigi preskrbe s hrano. Varuh je začel delovati v letu 2015. Vmes Ministrstvo za kmetijstvo je iz javnofinančnih sredstev zagotovilo tudi sredstva za njegovo delovanje. Varuh deluje neprofesionalno, to se pravi, to določi oziroma predlagajo ga konsenzualno deležniki. To se pravi vsi tisti, ki so v prvem koraku podpisali kodeks in varuh v bistvu spremlja delovanje deležnikov, komentira oziroma spodbuja dobre poslovne prakse in pa bdi oziroma če ugotovi, da so kje kakšne slabe poslovne prakse, pač lahko prijavlja ta dejanja Agenciji za varstvo konkurence. Žal smo v tistem času te stvari premalo določno napisali, zato je bila v bistvu v letu 2018 sprememba zakona, ki je še bolj močno opredeljeval vse te nepoštene prakse, medsebojne relacije. Ta zakon se je pa spremenil že v vmesnem času, se je pa o teh zadevah začel govoriti tudi na ravni Evropske unije. To se pravi, v letu 2014 je bil ustanovljen tako zvan High Level Forum na ravni Evropske komisije, ki je združeval 4 DG-je, to se pravi konkurenčnost, potrošnike, kmetijstvo in pa trgovino. In so se začele države med sabo pogovarjati, kako bi v bistvu uredile te nepravične odnose. In takrat so že, bom rekla, se je začeli že definirati, katere so te nepoštene prakse, ki nastajajo. In Slovenija je bila takrat v bistvu ena od prvih držav, ki je te zadeve bolj detaljno urejala v zakonu. Mi smo takrat določili 23 nepoštenih praks, uvedli smo obvezno pisnost pogodb med deležniki, to je bilo posebej pomembno za te prve člene, to se pravi primar, dobavitelje surovin, naslednjim členom industriji oziroma trgovini in pa v bistvu definirali smo znatno tržno moč
ki so imeli tisti, bom rekla, močnejši deležniki, ki so s to svojo znatno tržno močjo in odvisnostjo teh prvih členov pogojevali tudi odkupne cene. To vsi vemo. Kmetijstvo je pač sektor, ko se določena stvar proizvede, ko je v tisti fazi, ko jo je treba dati v predelavo oziroma v potrošnjo, ne moreš čakati kot recimo s pralnim strojem ali pa z avtom, ko ga daš nekam v skladišče in čakaš na boljše čase. Ti si v tistem trenutku prisiljen proizvod prodati, to se pravi svoj primarni proizvod prodati. In zato se je ta nepravičnost v tem delu zelo manifestirala, dogajalo se oziroma se še dogaja, da so odkupne cene primarnih proizvodov celo nižje, kot je njihova lastna proizvodna cena. In to se v tem sistemu še vedno zelo dogaja. Recimo, govorim se oziroma vi se bolj ukvarjate tudi s pravično trgovino in tako naprej, tukaj gre za ta segment, ki je še vedno šibek člen v celotnem tem sistemu. No, Javna agencija za varstvo konkurence je potem na osnovi tega zakona dobila tudi poseben oddelek. Ta trenutek sta dva zaposlena, ki se izključno ukvarjata z nepoštenimi praksami, z analizami in pa določenimi raziskavami prav v segmentu verige preskrbe s hrano. V letošnjem oziroma lanskem letu so bili objavljeni že prvi izsledki. Ta hip še teče nekaj prekrškovnih postopkov, kjer so bile te nepoštene prakse ugotovljene. Pač glede na našo specifično zakonodajo so ti postopki dosti dolgotrajni, tako da računamo, da bojo mogoče prve stvari prišle, pa rečemo, da bojo prve sodbe v naslednjih 2 letih. Ampak ne glede na vse, stvari se premikajo in ta opozarjanja, da te nepoštene prakse obstajajo in da jih je treba sankcionirati oziroma odpravljati, se pač tudi v naši zavesti prijela. V vmesnem času, kot sem prej povedala, je delovanje High Level Foruma se je končalo z odločitvijo Evropske komisije, da bo pripravila ustrezno direktivo. Direktivo o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Direktiva je bila sprejeta na ravni EU v lanskem letu in to je tudi razlog, da smo bi mogli harmonizirati obstoječi zakon o kmetijstvu z določenimi določbami direktive. V bistvu moram povedati, da nismo imeli prav veliko dela, določene stvari je direktiva bolj jasno in bolj detaljno urejala, to smo vse prenesli v zakon o kmetijstvu, ki je bil sprejet letos sredi leta. Lahko rečem, da ne glede na vse na tem segmentu, pač jaz nekako spremljam to zgodbo 10 let in lahko rečem, da se dogajajo premiki, ne tako hitro, kot smo jih pričakovali, vendar so recimo tudi izsledki Agencije za varstvo konkurence glede nepoštenih praks oziroma kakšne deleže si kdo v verigi preskrbe vzame, kažejo na to, da si recimo ti zadnji členi ne jemljajo več toliko visokih deležev, kot so se jih takrat, ko smo se začeli zadevo s temi vsebinami ukvarjati. Takrat so bili deleži trgovcev približno tudi 60-70%. Zdaj se je ta zadeva nekako uravnotežila tam nekje, rekla na palcu, na segmentu sadja pa zelenjave, nekje 30% delež, ki se ga v obliki marž in ostalih stroškov zadnji členi jemljajo. Želimo si pa še nekaj. Naša ideja na ministrstvu ali pa te moje ekipe je tudi to, da bi poskušali ugotoviti čist na osnovi nekih teoretičnih modelov, kakšni so tisti pravični deleži, ki si jih vsak člen mora vzeti. To se pravi, vsak člen v tej verigi upravlja tudi neke storitve, upravlja neko delo, ki mora biti
plačano in ovrednoteno, ko se gradi končna cena. To se pravi, delež cene primarnega produkta je pač izhodišče, a ne, tam so tudi določene kalkulacije, koliko so kakšne so lastne cene za pridelavo teh osnovnih kmetijskih proizvodov in potem se cena gradi do končnega proizvoda. Je tudi v jasni korelaciji, kakšen delež, recimo v kruhu, kakšen delež žita oziroma moke je v kili kruha, tukaj ne gre za razmerje 1 kila pšenice, 1 kila kruha, ampak je to razmerje drugačno. Je pa vmes en kup drugih dejavnikov, cena dela, cena energetov, ki potem pogojujejo končno ceno in cena dela in cena energetov in plače in vse ostali stroški, ki znotraj tega nastanejo, so pač upravičeni stroški v končni ceni proizvoda. In nekako si želimo oziroma si prizadevamo, da bi vsaj za te ključne proizvode poskušali opredeliti te modele in pa pravične deleže oziroma pravične deleže, ki bi si jih vsak v tej verigi vzel. Toliko mogoče na kratko oziroma kakšni so zaključki. Dejstvo je, da se deležniki v verigi preskrbe s hrano, ker je taka soodvisnost med njimi in hrana je tako specifična, kot sem prej rekla, hrana ni pralni stroj in ga ne moreš dati v skladišče, oziroma vse, kar se znotraj tega procesa dogaja, to se pravi, mora biti, ta veriga mora stalno delovati. In dejstvo je, da je ta soodvisnost partnerjev ali pa deležnikov v verigi izjemno velika in vemo in razmišljamo, na kakšen način spodbuditi te deležnike, da bi začeli bolj javno in bolj na glas se pogovarjati o vseh anomalijah, ki so v sistemu in pa, da bi bolj natančno poznali vse to, kar smo jim v tem administrativno zakonodajnem delu pripravili kot neko platformo in upam, da bo v naslednjih letih tudi ta informiranost in pa osveščenost večja, da bo pač prihajalo do zmanjšanja teh anomalij. In pa to, kar je v zvezi z transparentnostjo delovanja te verige, sem pa že povedala, da si pač želimo vzpostaviti te modele. Je pa izjemno težko, ker tukaj gre za izjemno velik del zaupanja in pa komuniciranja, da pravzaprav prideš do pravih informacij, do pravih podatkov. Vsi poznamo, statistika nam marsikaj pove, zdaj razumevanje, interpretacije so lahko takšne in drugačne, vsi vemo, kakšne imamo deleže samooskrbe, kako potekajo verige, ampak jaz mislim, da bi mogli še malo razmišljati, kaj vse prinese k transparentnosti in bolj pravičnemu delovanju vse te verige. To je z moje strani. Najlepša hvala. Mislim, da je to kar pomembno. V bistvu mogoče dva sporočila. Eno je to, da take spremembe so v bistvu zelo dolgotrajne ponavadi. Torej, se ne spremenijo stvari kar tako. Konec koncev smo rekli, več kot desetletje vse skupaj trajalo, da smo prišli samo do urejanja nekih odnosov med akterji moči, predvsem odnosov moči med akterji v Sloveniji. Bi vprašala, če je kakšno vprašanje. Tukaj, eno vprašanje, Živa. Če lahko pa se bom kar malo vrnil. Redko. Mene zanima, koliko lahko sploh na ministrstvu spremljate to, kar se dogaja na področju nove zakonodaje, ki se pripravlja v smislu dolžnega pregleda skrbnosti človekovih pravic in okolja, o tem, kar so dejansko govorili predhodniki oziroma v prvem delu predavanja in koliko v resnici lahko te stvari implementirate tudi na naše področje. Zato, ker namreč za nepravične trgovinske prakse smo bili kot Slovenija pohvaljeni, da dejansko smo naredili ogromno in zelo hiter napredek, ampak tukaj niso samo te razmerja med trgovci, med pridelovalci in predelovalci, ampak so tudi dejansko potem, kako oni delajo s svojimi delavci
in ali se spremljajo tudi te stvari, koliko spremljajo tudi okoljsko zakonodajo in kako hitro se prilagajajo tudi tem stvarem, ki vplivajo potem tudi kasneje na podnebne spremembe oziroma na uničevanje okolja in tako naprej. In ali tukaj tudi obstajajo neki procesi, ki bi pregledovali transparentnost oziroma da bi se dali tudi na to vplivati, ker namreč ta zakonodaja, ki se pripravlja na evropskem nivoju, bo zahtevala v bistvu tudi pregled teh praks in vplivanje oziroma spremembo tudi na teh področjih. Ja, hvala za vprašanje. To delovanje je izjemno kompleksno, ne? In prav na področju, bom rekla, človekovih pravic oziroma ravnanja z delavci, pa zaposlovanje, otroške delovne sile in tako naprej, bom grdo rekla, ni naše področje, ne? Tako kot je bil ustanovljen oziroma vzpostavljen ta high-level forum na ravni Evropske komisije, mislim, da bi tukaj mogli prihajati do večje usklajenosti oziroma večjega dogovarjanja med resorji ali pa med nekom, ki je pristojen za neke dele. Dejstvo je, da sem jaz prepričana, da enkrat v prihodnosti se bo tudi na ovitku določenih proizvodov hrane pokazal, da bojo še dodatne informacije, ne samo te o varnosti, osebnosti in tako naprej, teh prostovoljnih označbah oziroma obveznih označbah, ki je na hrani, ampak da se bojo dodale tudi vse ostale zadeve, ali je proizvajalec upošteval vse te, bom rekla, pravilne ali pa pravične stvari v zvezi z zaposlovanjem, z delom, in pa jasno okolje. Zdaj ni to predmet danes, ampak lahko povem, da zdaj nova skupna kmetijska politika za naslednjo finančno perspektivo absolutno močno obrača vse te zgodbe in lahko rečem tako približno polovico ali pa rečemo pomemben del ukrepov oziroma vse, kar se bo zdaj v smislu finančnih podpor za področje kmetijstva in prehrane dogaja, bo močno povezano z vsemi določbami oziroma z vsemi stvarmi, ki so povezani z okoljem. To se pravi, ne samo izpusti toplogrednih plinov, gre tudi za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, zaščite in tako naprej. Gnojil, tukaj v bistvu se te stvari, so ta pravila vedno bolj rigorozna in se v bistvu vse te vsebnosti oziroma tukaj zahteve, okoljske zahteve zelo povečujejo in mislim, eno z drugim bo v naslednjih letih, če bomo vsi skupaj vztrajali oziroma če se bo družba kot celota zavedala tovrstnih problemov in bila to posveščena oziroma usmerjena v to, da se rešuje, se bo rešuje. Hvala za odgovor. Torej, potrebujemo večjo usklajenost in delovanje politik, ki bo pozvali tako človekove pravice, delavske pravice, urejale razmerje moči in v bistvu okolje hkrati. Brez tega v bistvu ne bomo mogli stopiti za podporo seveda državljanov. Mi imamo zelo malo časa, dosti bolj smo se zavekli, koliko sem mislila, da se bomo. Imamo še 2 predstavitvi, namreč z nami imamo ravno predstavnika